Ti si pa se le zajebal, pa ti misliš kaj, da bom jaz zdaj tole Dober dan, iz Ljubljane. Sniti kres. Dobar dan iz Ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti in prišel sem nazaj regulirati, koliko Vita govori. Dobar dan, včeraj so zasedali in modrovali ministri in ministrice. Takole dramatično je po seji seznanjenje javnosti začel premier Borut Pahor. Ti mi zdala Borut Pahor. Prihodnji teden poslal vabilo, ki bo več kot samo vabilo, ampak že skoraj majhen dokument, partnerjem, ki sodelujejo v okviru razvojnega dialoga. Tema druge konference razvojnega dialoga bodo strukturne spremembe. V to omizje sem se odločil povabiti in na ministrski zbor se je s tem strinjal tudi predstavniki opozicijske strani. A bi ti lahko meni nekaj bojedona, a veš, včeraj sem jaz šla tam čez uni breg, pa sem jaz tebe videla, kaj si ti Zaradi naraščajoče brezposelnosti in zlorabljanja delovnih dovoljenj je vlada prevetrila uredbo o ureditvi in prepovedi zaposlovanja tujcev. Minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik se je kar malce nasmihal, ko je opisoval tretji ukrep iz omenjene uredbe. Je pa omejevanje zaposlovanja barskih plesalk. To je pač uradni poklic, ki ga imamo registriranega tako pri nas kot drugje. In zakaj omejitev zaposlovanja vrtečih se plesalk? Tukaj gre za vprašanje izkoriščanja teh oseb, ki prihajajo na tako delo k nam, strani posrednikov, pa tudi njihovih delodajalcev in za vprašanje nadzora nad tem, da ne bi prihajalo do njihovega neizkoriščanja, da ne uporabimo kakšne močnejše oznake. Bog te je štrafil, ko si rekel, vrteča se plesalka, sem ti rekel, da ne govori takih bedariš tole, pa ti takle elektriko... Iščemo sponzorja za luč. Pa vodo bomo se nam pa že izklopili zadnjič, počasi bojo pa tek še te luči dol pobrali, pa odmontirali, pa odnesli. Ne, če zbrala, če si ti tole... Pahorjev vitez, ki brani blagajno, Franci Križanič, je sporočil, da se vlada proti krizi bori tudi tako, da bodo v prihodnje manj obdavčena vozila tista, ki imajo manjši izpust CO2. Kaj pa, če gremo sveče gr pržgnit? S tem, da spremenimo obdavčenje, progresivno obdavčenje nakupa motornih vozil z njihove zmogljivosti, spobačuje na izpuste CO2. Petrol. A veš, da sem zadnjič šla iskat tam nekam na Britav nekaj, pa je prišel župnik, pa mi je rekel, tole imaš, pa sem vzela ene 6 sveč, mi je dal, ker tako, a vidiš. Sam da rečeš župnik. Župnik rečeš, pa se luč gre pržgne. Petrol. Tim dala Petrol, kot Petrol pa ni v redu beseda. Petrol, poglejmo najprej, kaj ima minister za gospodarstvo Matej Lahovnik povedati o govoricah, ki zadnje dni ženejo delnico Petrol navzgor. Češ preveč gor v Petrol. A bi se šla na telefonu? Ne bom se šla, tam imamo enega, ko se bo garjavil. Se lahko ti garjaviš tam na on telefon, ko zvoni. Kar se tiče povsem morebitnih kakršnihkoli strateških povezav, so pa vsa vprašanja izrazito hipotetična. Ker jaz nimam nobenih podatkov, da bi v tem trenutku katerikoli izmed strateških investitorjev aktivno z upravo Petrola ali nadzornim svetom Petrola preverjal možnost vstopa v Petrol. Sploh pa ne dvomim, da Petrol marsikoga zanima. Nova uprava Petrola bo izbrana z javnim razpisom. Nadzorni svet Petrola pa se je odločil, da preko svoje kadrovske komisije nadzornega sveta sestavi seznam kandidatov za predsednika uprave. Listo sestavlja 6 imen, ki pa so po besedah Lahovnika politično neoporečni in ustrezno strokovno podkovani. V nasledniku Križanovskega bodo torej odločali. Zakaj ti bedarije govoriš, ko sploh ne o tekno? O nasledniku. Ne o kak naslednik, jaz sem zdaj pokaž, kaj posnetek, po mojem se to nekaj navezuje. Ljudje, kot so gospod Bruno Korelič, ki je bil vrsto let, ki je mislim, da tudi predsednik kadrovske komisije, vsakako pa član, je gospod Žiga Debeljak, ki je tudi že vrsto let predsednik uprave nekaterih podjetij ali član ožjega vodstva, je gospod Tomaž Berločnik, ki je v upravi Donita, je Urban Golob, član uprave Hypo banke in gospod Hunterič, ki je tudi vrsto let v gospodarstvu bil na različnih odgovornih mestih.
Meni se ne zdi v redu to, a veš, policija te išče. Spravo je bilo o Križaniču, bojo odločili, ok, dobro, ni bilo. In za konec današnjega dela Petrol hlapi še argument NS nadzornega sveta, zakaj takšen način izbire predstavnika, ne predsednika uprave, pardon. Izpreč, resen si ti zašet svet, daj se malo nasprosti. Petrol pred zelo resnimi izzivi na pomembni prelomnici, da je prvič v svoji zgodovini v lanskem letu zabeležil izgubo, kar je za družbo, kot je Petrol, izjemno nenavadno, da so razlogi za to tudi v zelo slabem poslovodenju družbe, da je Petrol pred tem, da poišče seveda dodatno tudi zunanje vire financiranja, bodi si z izdajo obveznic ali kako drugače, in da je pred Petrolom zelo pomembna odločitev glede upravljanja svoje naložbe v družbi Istrabenz. Družba. Na generalni policijski upravi so predstavili izplen preiskovanja kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Prostitucijo se da zlorabiti, lepo. Ki je v zadnjih dneh zaključila s prijetjem več osumljencev, ki se je v zadnjem času. Bravo, fanti in dekleta, ki včasih niste zastojen v modro barvo odeti. Kdo je to pisal? Verjetno Denis Sarkić. Ne. Ni bil Sarkić odeni, stek pa tudi lahko reče. Ok, no, v redu, pač poetično. Najprej rezultat policijske uprave Koper. Tekom preiskave smo identificirali več stanovanj, ki jih je dale osumljeni najemov na širšem območju Republike Slovenije, in sicer na območju Kopra, Izole, Ankarana, Celja, Ljubljane in Nove Gorice. V teh stanovanjih se je po zbranih dokazih prostituiralo najmanj 42 žensk, predvsem slovenskih državljank, med katerimi pa so bile 3 tuje državljanke, in sicer ena državljanka Hrvaške, ena državljanka Slovaške in pa ena državljanka Bosne in Hercegovine. In spoznanja njihovih kolegov iz Ljubljane. Skupaj ste imela na območju Slovenije, predvsem na območju Ljubljane, v najemu 5 stanovanj, tako imenovani mini bordeli, v katerih je skupno 12 deklet državljank Republike Slovenije proti plačilu nudilo strankam spolne storitve. Rubrika Saj ni res pa je. Na spletu so zaokrožili posnetki Ratka Mladića, ki je že skoraj 14 let na begu pred haaškim sodiščem. Posneli so ga na vnukovi rojstnodnevni zabavi, sinovi poroki in drugih družinskih slavih ter na pogrebu hčerke Ane, ki je storila samomor z njegovo najljubšo pištolo. Posnetki so, kot pravijo na TV BIH, nastali v zadnjih nekaj letih. Pa ker ni res to, na... Znači se karminisala babo. Ognjujoči države komentar dneva Rado Pezdir. Pojasnimo že na začetku. Ta komentar ne izhaja iz nekakršne politične podstati ali ideološkega naboja. Še več, prav nič kaj dosti se mi ne zdi pomembno iskati mašila, s katerimi polnili aktualno debato o moralnem imperativu v politiki. Zato bo vse izrečeno zgolj v domeni paralaksa vprašanja institucionalne ureditve te države. Zadnje dni namreč spremljamo bizarno politično mrcvarjanje predsednika zares, debate o morali politikov in vprašanja o kongruenci političnega diskurza v javni sferi. Prave poante, ki bi morala priplavati na dan, od nikoder. Slovenija, 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 kulturac. V Stari elektrarni se je v sredo pričel festival EKG Pregled, en knap grup pregled. To je razlaga EKG Pregled. Zaključil se bo danes, najprej s projekcijo plesnih filmov v Kinodvoru in nato s plesnima predstavama Črtano in Nebo. Tole je odlomek iz predstave Surovo, koreografke Klaudije de Serpa Soares, verjetno je Soares, ki je v sredo otvorila festival. Ja. Preden, da še to poveš, mu še jaz nekaj povedala. Če ste zamudili aprilsko ponovitev predstave, nisi pozabila, sam ne spomniš več, a vidiš,
od Simone Semenič, letošnje dobitnice Grunove nagrade na 39. tednu slovenske drame, je danes ob 8. uglejo zvečer. Ne, to sem hotela še povedati, jedete si jo pogledati, zdaj pa govori. Še vreme, slabo nam kaže. Ne, pa nam ne. Če piše. Sam premijer je opazil nevihto, ki se nezadržano približuje, vendar ne skrbite, ker za gradnjo zavetišča že išče široko podporo. To si pa ti izmislil. Nisem si izmislil, to piše. Kaj še zavetišče? A ja, to je verjetno nek... Iz Ljubljanskega studija 136, to so bile vesti na svedenje. Imajo zavetišče. Nekaj govoriti, ker smo... Ne, nekaj govoriti. Jaz sem mogo priti nazaj, bolj bi si stav. Kaj ti mene briga? Jaz sem pa tole skozi, zakaj? Ne vem, zakaj se sedel, v bistvu ne vem... Jaz tudi ne vem, da te ne boš bi tako mogla biti Buda, vsi bojo pač čist popizdili, ker ni Jošk danes. Ja, so Joške, kakve pa imaš? Joške pa so, lej nam pošljati. Da pokaž. Ja, ne bi ti kazal.